Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci v oddaji Pot do zdravja. Nekako ste v naših dosedanjih snidenjih že navajeni, da vas želimo z življenjskimi navedbami popeljati v naše večerno druženje. Tudi nocojšnje druženje ne bo prav nič drugačno. Veliko poudarka v zadnjem času oziroma v različnih obdobjih življenja namenjamo temu, kdo smo, kako se prehranjujemo oziroma kaj je tisto, kar je za delovanje našega organizma še kako pomembno in pa potrebno. Včasih nekateri tudi rečejo, si to, kar ješ. In kaj mislimo pri tem? Mislimo na beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate in vitamine ter oligoelemente. Pri nekaterim tudi porečejo mikro in makro hranila. Zato je nocojšnje druženje prav tako namenjeno prav enemu izmed mikrohranil, to je selenu. Prijetno dobrodošlico zato v moji družbi namenjam magistru Nikoli Krstiču, doktorju medicine in pa predstavniku podjetja Mic Mengeš. Gospod Krstič, tako kot smo že dejali, prehrana, to je vse tisto, kar nas nekako spremlja celotno življenje in nekako delovanje organizma je prav pomembno iz prej navedenih sestavin. Se strinjate s tem torej? Ja, dober večer najprej vsem skupaj. Ja, seveda, hrana nas zelo opredeljuje, vse sestavine so zelo pomembne, tudi tiste najmanjše, a veste, govorimo, mislim, tako kot ste že rekla, o makrohranilih, to so beljakovine, maščobe pa ogljikovi hidrati, te skupine, potem so pa še nekatere skupine, ki jim rečemo mikrohranila. Te so seveda v manjših količinah, so pa tudi pomembne. In tako da moramo povedati v enem stavku, vse sestavine hrane so pomembne. Vse so pomembne. No, tu recimo si lahko pomagamo z eno, po moje, prispodobo, ki bo vsem takoj razumljivo, zakaj gre. Naprimer, če si omislimo avto. V avtu imamo motor, imamo karoserijo, imamo kolesa, imamo podvozje in tako naprej. In to recimo so nekako, če je avto kot naša hrana, so to makrohranila. Ampak v vsakem avtu imamo tudi ta drobne vijake, ki jih je pa kar nekaj in ti so tudi zelo pomembni. In teh vijakov je seveda količinsko po teži bistveno manj kot ostalih delov, samo dajte mi povedati, kjer avto lahko vozi brez vijakov. In če hočemo imeti dober avto, rabimo dober motor, rabimo dobro karoserijo, ugodne sedeže in tako naprej in seveda tudi dobre vijake. No, danes bi govorili o mikrohranilih, o selenu, tako da, tako kot so pomembni dobri vijaki za en Mercedes, tako je tudi pomemben selen za našo prehrano in kot bomo videli, ima selen tudi nekatere druge razsežnosti, ne samo te, da je zelo pomemben v tem smislu, da kompletira prehrano, ampak ima tudi nekatere druge učinke, ki so že znani. Stroka to že pozna desetletja in desetletja, ampak je dobro, da pa to vse skupaj čim bolj vemo in da potem to tudi upoštevamo. Tako. Se pravi, kako bi torej lahko nekako povedali, zakaj je torej oligoelement selen kot tak, kot mikrohranilo dejansko, torej resnično potreben? Ja. Vsekakor, preden pa mi odgovorite na to vprašanje, pa je prav, da torej tudi naše gledalke in gledalce pozovemo, da lahko kakršnokoli vprašanje, tudi mnenje podelijo nocojšnji večer z nama. Izpisana mobilna telefonska številka je torej namenjena temu, da se torej lahko oglasite tudi v najino družbo. Torej, gospod Krstič, tako kot sva že dejala, oligoelement selen, torej kot mikrohranilo, zakaj ga torej potrebujemo? Ja, kot rečeno, te stvari so že dolga letja, lahko rečem tudi, kar nekatere tudi že desetletja dovolj poznane. Mimogrede, selen smo odkrili pred 200 leti, si predstavljate, 200 let ga že poznamo, čedalje bolj in bolj ga pa poznamo. Odkrivamo, mislim, kaj so njegove naloge v človeškem telesu. No in za selen imamo že vrsto let, torej zdravstveno trditev, uradno zdravstveno trditev, s katero hočemo povedati, kaj selen v telesu počne. Selen, in ne samo selen, ampak izrazito je v ospredju pri tem, selen je pomemben, ima vlogo pri delovanju našega imunskega sistema.
naše odpornosti. Ki je praktično osnova. Ja, naša odpornost, naš imunski sistem je pa osnova za celotno medicino, za vse bolezni, je temelj našega zdravja. In zdaj tukaj, kot rečeno, ima selen pomembno vlogo in tukaj se potem tudi vidi, kako je ta vijak pomemben, kako je recimo selen pomemben in za kvaliteto naše prehrane in potem tudi za zdravstveno stanje v celoti. Tako da zdaj, zakaj se pa pogovarjamo o selenu, imamo tu kakšen problem? Seveda ga imamo. Problem je v tem, ker selena v sodobni prehrani, pa mogoče še nekoliko bolj v teh sodobnih časih, v naši hrani ga primanjkuje. V naši hrani ga ne dobimo dovolj. Zdaj zakaj? Ja, odgovor je čisto, bom rekel, dokaj enostaven. Slovenija je tudi po naših domačih študijah tudi znana po tem, da je selena bolj malo. In zdaj tu smo lahko kar konkretni. Imamo na primer primerjave, imamo študije, ker je selen tako zelo pomemben, tudi zdravstveno. Se imamo zdravstveno trditev, ga je seveda tudi zelo preučevala Svetovna zdravstvena organizacija in seveda vse tisto, kar je znotraj Svetovne zdravstvene organizacije. Mislim na številne centre po svetu, na inštitute, na klinike in tako naprej. In torej ugotovili so, da je primerno, da je ustrezno, ko na primer imamo v vodi 10 mikrogramov selena na liter. To je en tak standard. Jaz ga pripovedujem zato, da bomo hitro videli, kako je pri nas v naših razmerah. V realnosti. V glavnem mestu našem so preverjali pitno vodo, to mi je znano, in a veste, koliko so ugotovili selena? 0,5 mikrograma. 0,5 pa 10 je v razmerju 1:20. Se pravi, da v pitni vodi imamo 20-krat premalo selena. Ampak zdaj treba sklepati naprej. Če ga je malo v vodi, ga je očitno manj tudi v prsti, v zemlji. Celotni proces torej. Ja, in potem mislim, gre zadeva naprej. Če ga je malo v prsti, v zemlji, ga rastline, ga vsa naša hrana na tej osnovi, se pravi zelenjava, sadje in tako naprej, dobi manj. S to zelenjavo se seveda tudi hranijo živali, tudi živali potem imajo malo selena in torej tudi mi, ki vse to skupaj pač jemo, taka je narava, to je normalno, tudi mi dobimo potem seveda bistveno manj selena, kot naj bi ga dobili. In zdaj tudi to, koliko ga nekako v eni celoti dobimo, kakšno je stanje tukaj, tudi poznamo. Imamo domače študije iz ustreznih fakultet za živilsko tehnologijo, recimo, naprimer, pa še kakšna druga fakulteta se tudi s tem ukvarja. No in zdaj eno tako ocena je, da mi dobimo samo tretjino selena, kot bi ga rabili. Kot ga potrebujemo. Za normalno delovanje organizma. Tako je. Se pravi, v hrani ga dobimo 1/3, kot bi ga rabili. Pa to je zdaj seveda se odpre problem. Če je pomemben za imunski sistem, če je pomemben za naše zdravstveno stanje, ga dobim samo tretjino, to potem ni tisto, kar naj bi mi imeli. Ampak, kako že rečemo, hudič ima mlade. In jih ima več. Ja, mislim, pa ni samo to potem v tej igri, ampak torej selen, ki ga imamo v telesu, poleg tega, da je pomemben za naš imunski sistem, za našo odpornost, ima še eno nalogo. Ima nalogo nekako čistilca.
zdaj bom jaz čist po domače govoril, ne, se pravi, deluje kot čistilec. Čistilec česa? Hitro bomo prišli zraven, mislim, noter, a ne, torej, v današnjem času, a ne, govorimo o tem, da živimo v onesnaženem okolju. Izpušni plini, onesnažen je zrak, onesnažena je voda, zaradi raznoraznih, ne vem, kemikalij v kmetijstvu, umetnih gnojil, tam pesticidov raznoraznih in tako naprej. In je potem tudi naša hrana onesnažena in tako naprej. Skratka, pa tudi recimo, veste, na to včasih ne pomislimo, tudi računalniki, ne, tudi ti nam sevajo onesnaževalce. Tudi to mi vdihavamo, ne, pač pride v telo in tako naprej. In to je vse problem. A ne? In kot rečeno, selen je čistilec, zanimivo, tudi je čistilec v našem telesu. In nekateri pravijo, da mu je to celo nekako prva naloga. Ne? Se pravi, da bo najprej začel čistiti in potem pa še vse ostale naloge, ki jih ima. Pa jih ima kar precej, ne samo to, kar smo zdaj omenila. Ne? No, ampak mi pač omenjamo to, kar lahko v tem kratkem času, ki ga imamo na razpolago. Ne? No in zdaj pa, če razmišljamo, živimo v onesnaženem okolju, ne? Selen pa to čisti. Pa recimo, zdaj mi pride v glavo živo srebro, recimo. Ne? Živo srebro, pa vsi se recimo, pa zlasti starejši, ne, gledalke in gledalci se bojo spomnili starih plomb, tam je bilo 57% živega srebra, veste, take črne, temne so bile. Ja. No in seveda, to živo srebro je iz te plombe uhajalo ven v recimo zrak v naših ustih, potem v tkiva, po krvi, posod po telesu in tako naprej. In živo srebro za tkivo ni dober, a ne? Ampak imamo k sreči selen in selen se, kot rečeno, tu obnaša kot čistilec. A ne? Torej, gre k živemu srebru, ga prime in se skupaj z njim izloči v urin. Tako. Ne? In iz organizma torej našega. In iz organizma gre ven. Ne? Fino. Ne? Samo gledajte, tega selena potem ni več, ker pride, svoje naredi in drži to živo srebro in se skupaj z njim izloči in ga ni več. Ampak smo rekli prej, selen je pomemben za imunski sistem, ga dobimo samo tretjino, kolikor ga rabimo. Zdaj pa še tole zraven, pa ga imamo še manj. Se pravi, da nas torej pesti problem pomanjkanja selena. In nenehna potreba po nadomeščanju. In nenehna potreba po nadomeščanju, sicer mi ga imamo v hrani, ampak se ravno prej razlagal. Tako, premalo. Ker ga je premalo v hrani, a ne? In tako da je to en kar poseben problem, ki sploh ni tako nedolžen, a ne? Ampak problemi imajo rešitve. Ne? Vse celo življenje se ukvarjamo s problemi, pa jih rešujemo, ne? Tako tudi tukaj. Tako, kot sva že morda o rešitvi bomo še seveda poglobljeno povedala v nadaljevanju, pa vendarle v smeri raziskav, ki ste se jih dotaknili, je morda prav oziroma zelo zanimiva tudi raziskava, pomembna tudi za zdravje otrok. Ne? Govoriva torej o nosečnicah, se pravi pomanjkanje selena tudi pri nosečnicah, žal pa tudi kasneje pri rojenih otrocih. Res je. Ampak je, mislim, vsakomur razumljivo. Če ga je v hrani premalo, ga je premalo za vse. Tudi za nosečnice, tudi za zarodek v maternici in tako naprej. Ne? In ko so to preverjala, ne, jaz bom kar številke povedal, da bo recimo nazorno, ne, mislim, kaj je to, ne, in kako je s tem, ne? Ker če imate študijo, pa je to bilo narejeno pred 2016, ne? Se pravi tukaj, ne? Recimo, naneslo je tako, da so v eni študiji za Italijo, pa za Grčijo, pa za Slovenijo. Jaz ne vem, kako je prišlo do tega izbora, to verjetno, veste, se pač raziskovalci med seboj poznajo, se spoznajo na kakšnem seminarju, konferenci, pa se zmenijo, pa to naredijo. No, tako da so pregledali, kakšna je recimo količina selena v krvi nosečnic, ne, v Italiji, v Grčiji in v Sloveniji.
Italija je imela 113, Grčija je imela 104 enot, ne? Slovenija pa 76. Vidimo spet, ne? Se pravi, rojevajo se že naši žal že otroci, dojenčki s premalo selena. In to je potem problem, a ne? Tako, ne, potem recimo so še študije, ki so direktno recimo preverjali selen v hrani, ne, naprimer ena študija je bila malo starejša, je dobro, iz 90-ih let, ampak takrat smo imeli še nabornike, ne, za slovensko vojsko, a ne, no in ti mladi fantje so vsi po vrsti dobili bistveno premalo selena, ne, značilno premalo selena, ne, ne, ampak je spet isti problem, premalo selena in to, kar ves čas govorimo zdaj, ne. Dobimo premalo selena, ne, in zdaj, kako rešiti ta problem, ne? Problem, kot rečeno, a ne, mi ves čas se ukvarjamo z problemi in rešujemo probleme, ne, pa ne samo mi, to ni samo slovenski problem, veste, to je širši mednarodni problem, to je pravzaprav svetovni problem. In lahko rečemo problem vseh generacij, torej tistih najmanjših do najstarejših generacij, žal tako. Pomanjkanje selena in iskanje rešitev za optimalno delovanje organizma. No, naši gledalci in gledalke se bodo takoj spomnili, a ne, v hrani imamo premalo selena in vsi smo že slišali za prehranska dopolnila. Prehransko dopolnilo selen je imenitna rešitev, a ne, za te probleme, a ne. In dejansko tudi druge rešitve ni, lahko rečemo. Glede na to, da v hrani, ki je osnova bogatenja našega organizma, smo že pomanjkali. So še mogoče kakšne, recimo, rešitve, ampak so bolj v stroki, a ne, ampak tako masovno, a ne, je ta hip, a ne, prehransko dopolnilo optimalna, pa zelo taka umestna rešitev, pač umestna rešitev, a ne, in v Sloveniji imamo že v podjetju Mic Mengeš, smo že pred več kot 20 leti, a ne, pripeljali to prehransko dopolnilo, imenuje se Bioselen plus cink, in to je ta škatla, a ne, škatla. To je torej izdelek. To je izdelek, a ne, ki vsebuje dnevni odmerek selena. To se vse skupaj, a ne, v razvoju preračuna, a ne, koliko je smiselno, da je v eni tableti, naprimer, a ne, in potem tudi, mislim, tudi nekako tako se vsa stvar zastavi, da ga je čim bolj enostavno se jemlje. Absorbira torej, ne? Ja, in da je kakovosten in tako naprej. Seveda tudi tukaj imamo razvoj, a ne, in zdaj, a ne, ta Bioselen plus cink prihaja iz Skandinavije, iz danske, proizvajalec je Pharma Nord, ne, no in tukaj, a ne, tudi ugotovljeno je nekakšen je dnevni odmerek, a ne, tako v povprečju za pač veliko ljudi, sicer je pa tako, a ne, torej selen se jemlje, imamo že dolgoletne izkušnje, prej sem rekel, da je že 20 let v Sloveniji, mogoče še nekaj več celo, a ne, tudi v drugih državah, a ne, in torej mi lahko tudi selen v krvi merimo, ne. Imamo recimo torej nekako izkušnjo, koliko ga je smiselno jemati, ne. Zdaj pa, če pa recimo nekdo jemlje selen, pa ugotavlja, da mogoče ni dovolj to, ne, da so mu še te težave, mogoče kakšne težave. Ja, ste čisto enostavne težave, da recimo, zdaj smo točno v takem jesenskem času, pogoste viroze, pogoste angine, prehladi, a ne. Če se to
pač prepogostoma pojavlja, je očitno moten imunski sistem, a ne, in zdaj to, kar smo že povedali, je zelo potem tukaj, a ne, oprijemljivo, a ne, da je tudi v navezi selen, a ne, in potem poskušaš jemati selen in vidiš, kako se stvar dogaja. Če se stvari uredijo, umirijo, se zelo pogostoma uredijo, ne, ljudje so zadovoljni, pač jemljajo to redno in trajno, a ne, to svetujemo zlasti za starejše, da jemljajo redno in trajno. Če pa temu ni tako, a ne, potem se lahko recimo pogleda, koliko je selena v krvi, ne, in se točno vidi, ne, a veste, ker nismo vsi ljudje enaki, ne, nismo vsi ljudje enaki. To recimo, kar je v tej tableti, je za eno povprečje, a ne, če pa nekdo iz ne vem kakšnega razloga, ali zaradi let, ali pa mogoče recimo zaradi kakšne bolezni, ne, ima slabše vsrkavanje v črevesni sluznici, a ne, ok, slabše mu pač vsrkava, a ne, potem seveda tudi to, kar on dobi v tableti, pride manj kot pri recimo nekom, ki teh problemov nima, a ne, in zato je dobro, da se, mislim, govorim o takih primerih, ki se jih potem posebej obravnava, če nekdo ni zadovoljen, a ne. No in potem se lahko gre v laboratorij, to pri nas danes že imamo, veste, v laboratoriju vam lahko za en sorazmerno majhen znesek, a ne, zmerijo, koliko imate selena v krvi in se vidi, a ne, če ti jemlješ recimo eno tableto na dan, pa ne dobiš dovolj selena v krvi, to se pravi, zdaj pa rabiš nekako spremeniti. Dodatno, a ne, dodatno malo več, ker ti očitno sluznica slabše vsrkava, da dobiš tisto, kar je potrebno, da se ti torej okrepi imunski sistem, da pridobiš na odpornosti in tako naprej, a ne. Tako da te stvari so že precej dognane, a ne. In rezultati torej kaj kmalu tudi videni, tako, oziroma jih je mogoče preveriti? Res je, res je. Ravno te krvne analize so torej pokazatelj tega, to recimo, da to je bolj dejansko taka, bolj izjema, ampak tudi študije, veste, so že precej dognanj, a ne, prenesle, a ne, nekatere so zelo zanimive, zelo spodbudne, zelo bi rekel, pravzaprav opozarjajoče, a ne. Če vam pade imunski sistem, bolezen, pač tista, ki si jih podvržen, tista, ki se te loti, a ne, ima veliko več možnosti, da ti dela škodo, ne. Pa ne samo to, ne. Tu not lahko govorimo tudi o raku, ne. Rak je bolezen, ki se začne z torej slabšim imunskim sistemom. Definitivno, to je vse znano, veste. Ko nam pade imunski sistem, je nastop raka veliko bolj verjeten. intenzivnejši, ne? Ja, veliko bolj verjeten, a ne, in to se pravi, a ne, da zdaj, a ne, če si okrepimo imunski sistem, a ne, tudi tukaj, a ne, bi moralo biti nekaj bistveno pač boljše, a ne. In recimo številke pri raku, a ne, so zelo take prepričujoče. Jaz mislim, da je prav, da si jih povemo, ne. Govorimo torej o številkah, ki zagotovo, da držijo. Številke Oziroma so držijo, dokazane. številke držijo, te številke, te študije so narejene v recimo zadnjih 2-3 desetletjih. Potrdila jih je tudi Svetovna zdravstvena organizacija, a ne. Tako da ni več dvoma, a ne, mislim, kakšno vlogo, a ne, in koliko si lahko pomagamo z selenom, a ne, preko krepitve našega imunskega sistema pa odpornosti pri nekaterih boleznih, ki jih imamo pravzaprav za fatalne, ne. Pa recimo, če se tudi pri raku zdaj zadržimo, a ne, nekaj številka, ne. Če nimamo dovolj selena, a ne, v primerjavi recimo s stanjem, ko je selena dovolj, a ne,
tam, kjer je selena dovolj, je pojavnost raka v celoti, vseh rakov, je za 37% manj. A veste? Vse si predstavljamo, torej imamo skupino ljudi, ki ima dovolj selena, pa imamo skupino ljudi, ki nima dovolj selena, no in ta skupina, ki ima dovolj selena, bo imela za 37% manj raka. To so zelo visoki procenti. Pomembni podatki, ki dajo misliti, bi lahko rekli. Ki dajo misliti, koliko si lahko pravzaprav sami lahko pomagamo. Sami si lahko pomagamo. In dobro, selen ni zdravilo, ampak je prehransko dopolnilo, ki bistveno pripomore k naši odpornosti in preko tega k našemu boljšemu zdravstvenemu stanju. Pa tu lahko zdaj gremo, veste, pri teh 37% tudi v nekatere posamezne oblike raka. Govorimo predvsem o tistih najpogostejših, za katerimi torej večina nenazadnje tudi Slovencev oboleva. Tudi, ja, saj smo vsi ljudje. Na celem planetu smo ljudje, vsi zbolevamo za rakom, ti, ki smo nekako bolj starejša skupina, še bolj, tako da smo rekli, evo, 37% manj raka, če imamo dovolj selena. Potem recimo pri pljučnem raku, to je znan, da je nekje zelo v ospredju, tukaj je 46% manj raka je pri tistih, ki imajo dovolj selena. Potem recimo pri raku debelega črevesa in danke, to je tudi znan problem. Tukaj ta številka 58% manj raka je v tej skupini z dovolj selena. No, potem bi mogoče samo še enega omenil, recimo rak na prostati, to je za moške, rezervirano, ampak tukaj je ta številka še bolj neverjetna. 63% manj raka je pri tistih, ki imajo dovolj selena. Tako da, kaj zdaj, mislim, sej gledalci in gledalke, mislim, normalno se razmišlja, lahko si pomagamo. Številke pričajo o tem, kakšno je dejansko stanje, tako rekoč. Tako, nam manjka, posledice so tukaj, lahko jih preprečimo z čisto enostavnim jemanjem, rednim jemanjem prehranskega dopolnila, kvalitetnega prehranskega dopolnila, to je pomembno, in Bioselen plus cink od Farmanord je takšno prehransko dopolnilo. Tako, gospod magister Nikola Krstič, poglobljeno sva pogledala tole selen tudi v nadaljevanju, še ga bova. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ostanite torej tudi v nadaljevanju v naši družbi. Po kratkem predahu se namreč torej z gospodom Nikolo vračava. V oddaji Pot do zdravja nekako nocojšnji večer namenjamo selenu. Gospod magister Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš je določene informacije na temo selena nam že posredoval, vsekakor pa govorimo o širokem spektru, glede na to, da govorimo o odpornosti imunskega sistema. Zato ste vabljeni, da v nadaljevanju ostajate prav tako v naši družbi, glede na to, da je tema selena še kako zanimiva, pomembna in da nama vprašanj zagotovo, da ne bo zmanjkalo. Je tako, gospod Krstič. Nekako sva se prej ustavila oziroma zaključila pri sami temi rakavih obolenj, pa vendarle preden nadaljujeva v tej smeri, pa je prav, spoštovane gledalke in gledalci, da vas ponovno spomnimo. Tudi vi imate možnost našemu gostu, torej gospodu Krstiču iz podjetja Mic Mengeš, zastaviti kakšno vprašanje oziroma deliti z nami kakšno vaše mnenje. Izpisana mobilna telefonska številka, torej tista, na katero ste vabljeni, da torej pokličete. Sama stacionarna telefonska številka, ki se prav tako izpisuje na vašem ekranu, pa je telefonska številka podjetja Mic Mengeš, na katerega se lahko kadarkoli prav tako obrnete z vprašanjem oziroma želite pridobiti kakšen nasvet in strokovno osebje podjetja Mic Mengeš vam ga bo z veseljem podelilo. Gospod Krstič, tako kot sva že dejala, rakava obolenja, procenti oziroma številke pričajo o tem, da je potreba po
nadomestilu tako imenovanega selena, da rečeva, nujno potrebna, glede na to, da rakava obolenja strmo naraščajo na različnih področjih, posledično žal lahko govoriva tudi o povečanju umrljivosti, vkolikor tudi selena primanjkuje. Zdaj tako spet, če primerjamo skupino, ki ima dovolj selena, pa skupino recimo bolnikov rakavih, ki nima dovolj selena, ugotovili so, da je umrljivost pri teh, ki imajo dovolj selena, za 50% manjša. Ampak ponavljam, to so številke, ki so nastale na osnovi veliko študij, iz veliko centrov so prišle, iz veliko centrov po svetu, potrdila jih je tudi Svetovna zdravstvena organizacija, tako da je govora o zadevah, o stvareh, ki so verodostojne. Zdaj jaz verjamem, da se tu marsikomu porajajo številna vprašanja, bolezni je ogromno, tudi recimo, kar se tiče raka, je veliko teh vrst pač raka, tudi predrakavih obolenj in tako naprej. In je tudi sorazmerno potem temu tudi veliko vprašanja. Mi v podjetju MIC Mengeš že vrsto let, že od samega začetka, mimogrede, stari smo toliko kot slovenska država, praznovali smo tudi že četrt stoletja. No in ves ta čas smo bili zelo, zelo odprti za vprašanja ljudi. Svetovalno dejavnost imamo tradicionalno in tudi marsikdo, mogoče recimo od gledalcev za to ve, ali pa tudi ne, vse, kakor pač je od primera do primera, ampak mi se v vsakem telefonskem razgovoru res se potrudimo, če traja 10, 15, 20 minut, ne postavljamo časovne omejitve, veste, ker je govora o zdravju, o boleznih, ki so res, mislim, take, ki rabijo pozornost, Tukaj ne moramo časa meriti, ampak kakor pač nekdo rabi, če ima seveda podatke za to in tako naprej, se je možno pogovarjati in če se le da, potem tudi mi z nasveti, to potem pospremimo. Ampak kot rečeno, če imamo tak artikel, ki je res kvaliteten, ki je tudi v svetovnem merilu dejansko vodilni, pa ob teh problemih, kakor smo zdaj jih samo delno odprli, se da marsikaj svetovati. Se pravi, po telefonu lahko svetujemo nekomu, ko nas pokliče, če se odloči, če rabi še kakšno vprašanje, kakšen odgovor na svoja vprašanja. Nasvet, ja, tako. Potem nekateri primeri so pa včasih, veste, zapleteni. Recimo, nekdo ima pred seboj izvide, in zdaj je pa težko nam, recimo, na tej strani telefona preko recimo bolnika se seznaniti, kaj je vse v teh papirjih, tako da včasih svetujemo, če nekdo želi, da to skopira pa nam pošlje. Mi se potrudimo in odgovorimo. In je to tudi za nas veliko lažje, veste, ko dobimo recimo nekaj materijala, se poglobimo, včasih tudi nekoga pokličemo od kolegov, od zunanjih teh. Poiščete strokovno mnenje. Tako, strokovno mnenje. Tudi včasih tudi pokličemo proizvajalca, ker on ima tudi točno tako dela, tako kot mi, tradicionalno ima zelo močno strokovno ekipo, No in tako da se pravi, včasih, ampak to so res izjeme, so pa primeri zelo komplicirani, pa nekdo želi priti k nam osebno na razgovor. No to pa imamo tudi kot možnost, če nekdo želi, seveda pride z papirji, z svojimi izvidi, z tem, kar ima v svoji dokumentaciji, o tej svoji bolezni, o tej svoji zdravstveni težavi in tudi to možnost
imamo, ampak v tem primeru se pa moramo zmeniti za dan pa uro. Tako, uskladite termin torej na sedežu vašega podjetja. Tako, imamo pa tudi en svoj poseben center za svetovalno dejavnost in zdaj, če je nekomu blizu, potem ga tudi povabimo tja, se tam dobimo in lepo opravimo en zelo tak poglobljen tehten razgovor. Tu, veste, v nasprotju od tem, kar se žal pri nas pogostoma dogaja, da te v nekaj minutah pač odpravijo, da tako rečemo. Jaz nobenega nočem kritizirati, ampak tako je. Tako je. Zdravniki so preobremenjeni včasih, in dejansko, če ima v čakalnici 40-50 ljudi, nekaj minut pride na pacienta, ampak to je stres za oba, in za zdravnika, in za bolnika. In vedoč to vse skupaj, mi se pogovorimo brez zadrege 1 uro, tudi uro pa pol, če je treba, kar je tudi zahtevno, veste, lepo gremo skozi, recimo, življenje posameznika in potem dejansko dobimo kompletno sliko. In ko imamo kompletno sliko, je veliko lažje nekaj predvsem pa kvalitetneje. Predvsem pa kvalitetneje. In zdaj, če imaš kvalitetne izdelke, je to še toliko bolj možno. No pa kot rečeno, danes se pogovarjamo o selenu, bioselen plus cinku. Kje ga je torej mogoče dobiti, gospod Krstič? Možno ga je dobiti, kot rečeno, smo že več kot 20 let v Sloveniji, dobi se v vseh lekarnah, razen v mreži ljubljanskih lekarn. Nas bo sigurno nekdo tudi iz Ljubljane gledal, možno. No, v Ljubljani se ne dobi v mreži ljubljanskih lekarn, se pa zato dobi v privatnih lekarnah v Ljubljani, v nekaterih bolnišničnih lekarnah, ki so odprte, in potem še v vseh specializiranih trgovinah. Specializirane trgovine so trgovine za prehranska dopolnila, za medicinske pripomočke in tako naprej. Je kar nekaj teh mrež, po Sloveniji, no in posod tam se bioselen in cink dobi. Ga je mogoče torej kupiti, ne nazadnje pa naročiti tudi na sedežu vašega podjetja? Tudi. Če pa je to včasih kar en tak izhod, veste, v situaciji, če se nekdo pač nahaja tako in tako, kaj mi imam v mislih, veste, če nekdo bolj odročno stanuje, pa če je recimo nekje na podeželju ali pa recimo v hribih, pa če je še v letih, ponavadi to se kar nekako marsikdaj tako ujame, takrat človek zelo rad vidi, če lahko kaj dobi po povzetju preko recimo pošiljke. In to je tudi možno. Pri prehranskem dopolnilu to poteka brez težav. Če nekdo želi, pri nas to naroči in to mu tudi z veseljem pošljemo. Seveda predhodno je zelo dobrodošlo, da je en tak razgovor, da se slišimo, ampak če nekdo pokliče po telefonu, to itak poteka. Tako, na nek način kontakt spostavljen. Tako da je to možno. Tukaj v tej vaši škatlici je torej 90 tablet. Nekako gotovo priporočate, da ne presekate oziroma da vaši uporabniki ne nehajo nekaj časa jemati. Govoriva torej o konstanti jemanja in je gotovo, da prav, da imajo zaloge torej vedno doma oziroma na razpolago. Zdaj že dolgo časa, v razmerah, ko smo rekli prej na začetku, je selena premalo. Pa si predstavljate, recimo, to premalo, smo rekli, da se še zaradi onesnaženega okolja tudi stopnjuje. Je pa še nekaj. Veste, pri starejših, recimo, in teh je pri nas čedalje več, veliko nas jih zdaj gleda. Torej, v tretjem življenjskem obdobju v telesu vse popušča. In si morate misliti, toliko premalo selena dobiš, ker ga je v hrani premalo, ker je okolje onesnaženo in tako naprej, pa ti še to zmanjšuje selen, pa tvoja sluznica je tudi stara.
pa še slabše vsrkava. Mislim, koliko dejavnikov vpliva na to, da potem res v telesu primanjkuje selena, da potem res trpi imunski sistem in da potem res se po nas pasejo bolezni. In je to znano, recimo, starejši ljudje imajo po 4-5 bolezni, zdravil nekaj, No in vse to zdaj lahko na en lep način posežemo z dodajanjem selena. Zdaj, kako se pa jemlje, vi ste zdaj tudi to omenili in bi jaz to samo še poudaril, da se selen jemlje redno in trajno, brez prekinitev, da je to zelo pomembno dopolnilo naši prehrani. Mi sicer vsi govorimo in zahtevamo in rotimo ljudi, dajte si hrano pripravljati tako, da bo čim bolj pestra, uravnotežena, da ste prepričani, da je res kvalitetna, to zdaj govorimo za domačo hrano, pa ne brez razloga, veste, domača hrana je tukaj lokalna, pride do nas v zelo kratkem času in se nima časa pokvariti, se nima časa kaj zgoditi tem živilom, poleg tega pa tudi mi se lahko prepričamo, zdaj konkretno, če vam povem svojo izkušnjo, jaz sem se prepričal tam pri eni pač gospe, ki se s tem ukvarja, da je verodostojna, da je kvalitetna, živi na Brkinih, jaz sem se prepričal, da ona res prideluje hrano tako, kot je prav. In da ima torej kmetijo oziroma rastlinjak. In da ima kmetijo in da res počne to, kar tam piše in da je ta hrana neoporečna in je tudi kvalitetna. Veste. In potem to narediš, ampak še vedno ti pa manjka selen. Tako. Še vedno manjka selen in potem zraven ta selen dodajaš in si močnejši, si močnejši in potem vse skupaj, kvaliteta življenja je tudi potem tista, ki na tej osnovi veliko pridobija. Zdaj, morda kdaj priporočate použiti, oziroma naj bo to vedno enak del dneva, pred, po hrani, med oziroma katerem delu dneva, tako rekoč. Tako. Govoriva to morda tudi o različnih generacijah, kateremu bi priporočali kdaj? Torej, problem se stopnjuje oziroma je izrazit in za tretje življenjsko obdobje nimam nobenega pomisleka. Takoj svetujem redno in trajno jemanje selena, bioselen plus cinka. Zakaj? Vse smo rekli prej, zakaj. So trije dejavniki, ki zmanjšujejo, nekoliko nam selena pride v kri, v telo, Zdaj pa za te ostale, pa se ravnamo, če recimo nekdo je nagnjen k pogostim prehladom, k pogostim virozam, če mu zdravstveno stanje, mislim, ni ravno najboljše in tako naprej, tukaj, svetujemo bioselen plus cinka. Če se stvari ne problematizirajo, prav, pač gremo naprej, dokler gre. Ampak kot rečeno, veste, bolezni ne bo pri nas nikoli zmanjkalo. Nikoli. Žal je res tako. Lahko pa je bolezni več ali pa manj. Lahko živimo bolje, pač brez bolezni, Zato pa moramo vsi poskrbeti sami. Zato pa moramo poskrbeti sami. Zato je tudi recimo ta oddaja, da ljudje slišijo, da se ozavestijo, da spoznajo, kje imajo pač te možnosti in da potem gre vse skupaj na enem višjem nivoju naprej, v pač naše zadovoljstvo. Tukaj recimo znesek, ki je potreben za bioselen plus cink mesečno pri pakiranju 90 tablet, tu pride recimo, naprimer 6 evrov na mesec. Glede na to, da je 90 tablet. Tako, 6 evrov na mesec, to pa ni tak znesek. To je znosen znesek tudi za recimo primere,
ko imamo res problematične pokojnine in tako naprej. To je seveda, ko ima človek take težave, ko več ne ve, kaj bi, tudi to lahko poskusi, pa se potem počasi prepriča, da ima, mislim, precej od tega. Zdaj pa recimo, ko se takole pogovarjamo, je dobro, da malo pogledamo, v Sloveniji imamo pač, kar imamo, kako je pa nekje drugje. Kako so torej drugi narodi osveščeni na tem področju oziroma kako dobro poznajo selen? Tako je, kako dobro poznajo selen. Točno recimo ta selen, ki je prehransko dopolnilo. O tem se pogovarjamo. In zdaj recimo lahko vam rečem, pri nas, mislim, se čisto nekako zaradi zgodovinskih okoliščin in tako naprej, zaradi recimo, ko smo živeli v Avstro-Ogrski, pa potem vse skupaj, se tudi recimo gospodarsko zelo veže na Nemčijo in tako naprej. Koliko jemljejo selena v Nemčiji? Študije so objavljene, so poznane. In dokazane trditve torej. In vam lahko rečem, da v Nemčiji jemljejo, recimo, če je indeks v Sloveniji 30-40, veste, koliko je v Nemčiji? 129. Štirikrat več. Zakaj? Ja, cel večer govorimo, mislim, kaj imamo od selena. In zdaj, če nekdo recimo pri 50 letih ima boljše zdravje, bo v fabriki bolj delal, bo v fabriki več naredil, bo celotna država imela več od recimo tega, kot pa v primeru, ko selena ne bi jemal, pa bi bilo slabše zdravstveno stanje, pa bi bilo več bolniških in tako naprej. Se pravi, Nemčija trikrat oziroma štirikrat več jemlje kot mi. Ok, vidimo, kaj je, pejmo čim prej v to. Evo, ta oddaja, ampak se vsak sam tudi lahko odloča in gre v tej smeri. Potem recimo je pa ena država, ki je bila na istem kot mi, in je v 10 letih začela Nemčiji pihati za ovratnik. Pihati za ovratnik, tik za njimi so, tik za njimi. Po količini je manj selena. Finska je imela recimo leta 1976 je imela indeks tako kot mi, 1986 pa že 120. A vidite? In to je to. Zakaj? Ja, ker jim koristi. Tako da ti podatki so zelo zanimivi, ampak jaz bi še malo, tisto, kar smo že omenili, bi malo tako nekako omenil to, ker se mi zdi, da pa to le malo seže malo globlje v človeško dušo. Prej smo rekli, in jaz bi to ponovil, tudi naši novorojenčki, že ob rojstvu, nimajo dovolj selena. Joj. A ni to... Zastrašujoče bi lahko rekli. Ja, ne zastrašujoče, ampak tako malo milo se ti stori, pa pejmo to čim prej popraviti. Zdaj pa, recimo, se spomnim študije, ker jaz to tudi študij, mislim preko recimo teh člankov, preko teh študij, ki se delajo po svetu, spremljam, kakor se pač da, veste, prebereš povzetke, prebereš in tako sem tudi našel, recimo, da v Angliji so prav tukaj pri dojenčkih kar veliko naredili. Ugotovili so, da, torej, mi smo recimo, ta študija, sem rekel pri nas 2016, smo ugotovili, da ena soseda ima 113, mi imamo 76. To je debela razlika. In v Angliji so to že kar nekaj precej prej naredila, precej prej so to naredila, ok, tako je naneslo, ampak so ugotovili, da nosečnica manjka selena, če manjka vsem, manjka tudi njim, ampak pri nekaterih se pa zaradi tega recimo tudi razvijajo nekatere težave, nekatere bolezni v zvezi z nosečnostjo, ne vem, eklampsija, preeklampsija, imate to v ušesih, nimate. To je bolezen, ki se pri nosečnicah lahko pojavi, visok pritisk in tako naprej in tudi rizično
Rizično, dokaj pogosto se pojavlja. rizično je za nosečnost, ne? Tako da in kakšna je pomoč? Ja, čisto enostavna, jemanje selena. Tega selena, o katerem govorimo, ja, tega selena. In so naredili študije, so jim pomagali. In pravočasno je torej potrebno poseči po selenu, pravočasno. No in ti dojenčki zdaj, ne, ko recimo bodoča mamica jemlje selen, ni zadržka, veste, za veliko zdravil, pa za veliko teh pripomočkov imamo opozorilo. Ne svetujemo nosečnicam oziroma dojila. Tukaj pa ne. Popolnoma odgovorno to govorim, ker je študija pokazala. Se pravi, tudi v času nosečnosti ta izdelek lahko uživajo nosečnice, pomagajo sebi, predvsem pa otroku. Tako. In imamo tudi prav, mislim, poseben selen, prav za te namene. In mi smo ga tudi prepeljali in ga imamo. In čakamo, da bo se v Sloveniji začelo kaj dogajati, ampak dobro, prej moramo pa takole govoriti ljudem. Midva torej že stremiva k temu, da torej tudi naši gledalci spoznajo ta izdelek, izvedo, kako pomemben je torej za zdravje posameznika. Pa morda se ustaviva še tudi pri tem bolniki, torej ljudje, ki so že zboleli, ki v tem trenutku že jemljajo kakršnakoli zdravila, lahko kadarkoli pričnejo tudi z uživanjem tega bioselen cink kapsul. Drži, ne, to so tablete. Seveda je priporočljivo, veste, to je prehransko dopolnilo. In prej smo zdaj že nekajkrat rekli v tem večeru, v tej uri, da je zanimivo pri vseh boleznih. Katerokoli bolezen kdo ima, ali akutno, subakutno, kronično, karkoli pa če že ima, vedno mu bo boljša odpornost, boljši imunski sistem prav prišel in to pa je tudi eden od bistvenih prispevkov prav selena, krepi imunski sistem, ima zelo pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema. To je tudi strokovno že zelo raziskano, se ve, praktično pa pomeni, da je zanimivo za vse. Zdaj, tako. Nekako bi pa morda se ustavila vendarle pri nazivu bioselen cink. Ja. Govoriva torej vendarle o kombinaciji? Ja, torej, jaz sem mimogrede tudi povedal, ampak dobro, pač to se tudi lahko presliši. Ni samo selen tisti, ki prispeva k boljšemu imunskemu sistemu, ampak je tukaj najmočnejši. Je najmočnejši. So še nekateri drugi oligoelementi, med njimi tudi cink, tudi cink prispeva k boljšemu imunskemu sistemu, ampak precej manj, no, ampak je pa takoj drugi za njim cink, so še nekateri drugi, recimo vitamin C tudi, ampak in zato so izbrali to ime bioselen plus cink, potem so dali še tukaj nekaj vitaminov, te vitamine so dodali zaradi tega, ker ti vitamini podpirajo selen, pravimo strokovno delujejo sinergistično, zaradi tega so recimo dodali nekaj vitamina C, pa nekaj vitamina E, pa recimo potem še tudi vitamin B6, piridoksina, in ta orkestrček, kombinacija, v tem orkestru je selen v ospredju, ampak saj si predstavljate recimo koncert za violino in orkester. Violina, mislim, koliko je lepa, ko je še nekaj orkestra zraven, tako je tudi tukaj. Selen je zraven, tisti, ki je najmočnejši, ampak zraven ima pa še nekaj pomagačev, pa je vse skupaj še boljše. Tako da zaradi tega je ta kombinacija bioselen plus cink, pa še eni 4 vitamini. Ampak kot rečeno, v ospredju smo imeli danes imunski sistem, krepitev imunskega sistema pri številnih boleznih. In zanimivo, jaz sem ravno danes eno knjigo, pa jo bom tudi šel prebrati, je bila prevedena v slovenščino, piše Rak, kralj bolezni.
tudi pri tem kralju bolezni, a ne, se pravi pri raku, je bioselen plus cink kar zelo zanimiv. Prej smo povedali številke in to je to. Tako, se pravi, magister Nikola Krstič, selen je torej tista zadeva, ki jo lahko danes oziroma že jutri po njej posežemo in naredimo nekaj dobro zase, ne nazadnje pa morda tudi za naše otroke oziroma nam bližnje. In za vse skupaj. Tako, se pravi, Mic Mengeš, torej pri vas je mogoče dobiti oziroma tudi v vseh lekarnah, tako kot smo v tekom današnjega pogovora torej že povedala. Hvala za nocojšnji obsežen pogovor. Tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Prepričana sem, da ste izvedeli kaj novega in da morda selen je tisti, ki vam bo pomagal, da bo vaše življenje še kvalitetnejše, predvsem pa bolj zdravo. Ostanite tudi v nadaljevanju pred malimi ekrani. Nasvidenje in srečno torej iz oddaje Pot do zdravja.